Dober dan. Moj gost je Vojko Zavodnik, ljubitelj zgodovine, raziskovalec, zbiratelj in pisec. Blejski kot ima zanj magično moč. Pri njegovem raziskovanju ga je najbolj pritegnila zgodba o pionirju naravnega zdravljenja Arnoldu Rickleyu. Letošnje leto na Bledu posvečamo 200-letnici Ricklayevega rojstva. Gospod Vojko Zavodnik, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Velik del svojega življenja ste posvetili raziskovanju Ricklayevega življenja in dela. Ravnokar ste mi povedali, da ste se rodili na dan njegove smrti, kar je precej zanimivo. Zakaj vas je Rickley tako zelo pritegnil? Če ste kdaj prebirali mojo prvo knjigo Skrivnostne podobe raja, boste videli, da so me vedno zanimive blejske zgodbe. In ta Rickleyjeva življenjska dogodivščina to zagotovo je. Sem se pa tudi zgodaj zavedel, že na vsem začetku, pomena Rickleyjeve blagovne znamke kot tržne možnosti, ne samo blejske, ampak vse slovenske in tudi globalne. Tu je bila tudi ena zanimiva prva, rečemo, taka poslovna priložnost, ki pa mi ni bila naklonjena, na žalost, ampak to je že druga zgodba. No, do tam še prideva. Skoraj 3 desetletja se ukvarjate s preučevanjem tega kontroverznega Švicarja. Kako se je pa skozi leta odnos do njega, njegovega dela spreminjal? Če sem prvo razumel moj odnos do tega. Vaš odnos. V bistvu, moje življenje je bilo daleč stran od tistega vzornega življenja, vsa potovanja, ogromno sem potoval, kar se tiče prehrane in tudi gibanja, je bilo to katastrofalno. In ko sem začel študirati Rickleya, sem se zavedel vseh teh njegovih prvin, njegovih metod zdravljenja. Potem je pa ta življenjska zgodba prerasla na tako obsesijo, v bistvu željo, in mislim, da je to tak moj zadnji projekt, ampak ga res želim speljati do konca, ne. Tudi sam Rickley, morate vedeti, ko je prišel z družino Marsa leta 1955 na Bled, je imel veliko tegob. Najprej so ga celo s Prižnice so pozivali vernike blejske, da naj temu krivovercu ne prodajajo mleka in jajc. Veste, da so bili strogo vzgojeni v protestantski veri, in potem vse naprej, vsi te njegove bitke, od zdravnikov pa do, ko je prestopil iz hidropatov v atmosfersko zdravljenje, so se mu uprli tudi vsi vodni zdravniki, in na koncu še ta spor z domačini, tako da je ta zgodba je res osupljiva, in ne morete drugače, kot da iščete še tiste drobce in poskušate nekje pokazati resnico. Kljub temu, da ste se vi toliko ukvarjali z njim, že toliko napisal, toliko preučil, še zmeraj pravite, da mi o Rickleyu premalo vemo. Krožijo zelo številne zgodbe o tem, kako ni hotel govoriti slovensko, kako je bil vzvišen do domačinov, nepopustljiv in strog do svojih gostov, svojih bolnikov. Je kaj resnice o tem? To je, kar pravite, je res, in to je največji izziv, ki si ga bom tudi poskušal majhen to leto nekako izpostaviti še bolj v enem zapisu za razglede. To je ta članek Muzejskega društva. Bom prikazal ravno to, a je zdajle ta Rickleyovo delovanje na Bledu, a je bilo res dobro, ali se ga lahko ob 200-letnici njegovega rojstva spomnimo z vsemi častmi, z dolžnim spoštovanjem. In bom nekako poskusil oba pola prikazati v eni taki pravi luči. Potem se bo vsak posameznik odločil. Recimo, bom iskreno rekel, samo nekaj primerov. Zelo znan, se pravi, raziskovalec, rečemo, izhaja iz družine hotelske na Bledu, je vedno dejal, Rickleyev prihod je za naše mondene hotele pomenil samo pogubo. Potem znani profesor, zdaj v pokoju, specializacija mu je bila prav, recimo, osebnosti iz 19. stoletja, je rekel, Rickley ni nič naredil za Bled, on je zaslovel samo zato, ker je vodil nage ženske na stražo in podobno, da se malo pošalim, ampak je rekel, ni znal slovensko, še častni gost ni bil, in sramota. V bistvu resnica je čisto drugačna, in tukaj bom prikazal ravno to obdobje. Kot prvo,
pred prihodom Ricklija, kaj je dejansko takrat bilo iz resničnih virov. Potem pa leta 1962 je bil v takratnem vodnem prijatelju Wasserfrein, to je bila ena publikacija, je bil res obširno opisan ta živelj, kaj se je dogajalo v tem času leta 1962, ki točno kaže na začetek organizirane turistične ponudbe. Pa tudi istega leta je Rickli napisal tisti izjemen kažipot, to je Wegweiser, po 50 poteh po blejski okolici, izredno lepo, vključno s potjo na Triglav in podobno, s čimer se je potem kraj kot tak še bolj odprl, on je želel prikazati vse te lepote kraja. Zdaj v rokah držite, ste rekli, neizpodbiten dokaz tega, da je Arnold Rickli res znal tudi slovensko. Poglejte, on je 2 leti pred smrtjo je natančno izpisal navodila in službeni poduk odpravil uslužbencev v Ricklijevih kopelih na Bledu, dvojezično. In veste sami, da če ne znate tekoče govoriti nekega jezika, ga tudi zapisati ne znate. Tako da to je zagotovo primer tega. Kar se tiče pa golih dam, ki naj bi bile na straži, da se malo še pošalim, poglejte, na stražo so hodili samo moški, saj za časa Ricklija, gor je bil Ricklijev vrh, Ricklikulm, kjer so se gospodje, ko so prišli gor, so se v bistvu preoblekli v koči, ki je bila zgoraj, in zanimivo je ta slika, ko sem jo pred kratkim dobil iz Švice, ki prikazuje potem ravno to njihovo udejstvovanje. Recimo, vemo, da so bila kegljišča na straži, kjer so keglali, in zagotovo, da so njihove podobe motile takratne domačine. Kar se tiče pa dam, one so bile po Marijenem gaju, to je bil pa park za šibkejše dame, in je pač ta park je bil ograjen z več kot 2,5 metrsko ograjo. Tudi to veste, da je krožen kup zgodb, da tam, ko so bile Grče, so bile vse izbite, tako da so domačini lahko uživali v poslasticah, ampak kakšna je bila res situacija, prikazuje pa ta zadnja razglednica, ki sem jo dobil pred kratkim. Na zadnji strani piše takole: srčen pozdrav in poljub od stare blejske Ricklijanke. In poglejte, na prelomu stoletja gospa ponosno kaže svoj gleženj kot najbolj pohujšljivo stvar, ki jo v tistem času lahko. Bala se je tudi poslati z redno pošto, tako da je bilo pismo poslano, razglednica poslana v pismu. Kaj se je pa dejansko potem dogajalo? Jaz sem mislil, da bom ob 100-letnici Ricklijevega rojstva, ko je šla tale knjiga v Nemčiji Luč in zrak in življenje, se pravi leta 1923, Rickli v tej knjigi ni bil nikjer omenjen, ampak same slike tukaj kažejo na dejansko eksplozijo nudizma, se pravi komaj 15 let po Ricklijevi smrti, in mogoče bi tukaj dodal samo še eno misel, da Rickli ni bil začetnik naturizma, nudizma, kot ga želijo prikazati. Zdaj tudi v Špiglovem novem filmu. Res, da je 40 let nazaj je bilo v časopisu Delo objavljen, je bil članek, ker je v Poreču mislim, da je bilo srečanje nudistov iz 41 dežel, pravzaprav mislim, tam nekje, in so prikazali Bled kot rojstno mesto nudizma in Ricklija kot začetnika. Moram reči, da je bila družina absolutno in potomci so bili proti. Rickli je v bistvu odkrivanje telesa služil zgolj v terapevtske namene in tudi ni bil nekje ljubitelj body beautiful, recimo sistema, reformizma, upora, proste ljubezni in tako naprej, kar se je potem začelo dogajati, ker vemo pa, da so se predstojniki kasnejše komune Monteverite šolali pri Rickliju. Ampak Rickli je bil recimo vedno nasprotnik tega, da rečemo, ekstremnega obnašanja, tudi sončenja. On točno v svojih dokumentih govori od 5 do največ 45 minut, in se je že takrat zavedal nevarnosti. Tudi to, da ni znal, da je uporabljal nemške izraze svojih parkov,
da ni bil član komisije, to ne drži. Recimo, res je uporabljal izraze, ampak to so bile imena njegove družine, Arnoldove višave, Arnoldov vrh, Marijen gaj, potem Rolandov gaj. Roland je bil eden od sinov, ki je umrl nažalost zaradi stranskih učinkov takratnega cepljenja proti kozam in je bil njegov najljubši sin. Ne? In to moramo gledati čisto z ene druge plati, pa tudi dokumenti, kjer je Rikli podpisan kot član komisije v 80. letih do začetka tega izbruha našega, bi rekel, vse slovenstva, novega procesa, so kazale na to, recimo, da je bil on zelo važen akter in na koncu zagotovo skozi vse pritiske na koncu, ne, ker želelo se je, da bi se zdaj vsi hoteli, da bi postali slovenski. Vidite, danes nam je vseeno, ali bodo kitajski ali kjerikoli, ampak takrat je župan Peternelj, vsi ostali so dejansko se spravili tudi na Riklija in ta trmasti škutarski Nemec se je takrat umaknil malo v zadje, ni hotel več odprto govoriti slovensko in zagotovo se je čutil izdanega, ne, ker je tudi sami takrat imel te izjave, ko je dejal, a veste, en tujec je mogel priti, da je pokazal vam te lepote in jih predstavil v svetu, no, ampak to je bilo vse resno. Tako da bo zanimiv članek, no, in boste videla, mislim, da bo sprožil tudi kar nekaj prahu na Bledu. No, poleg tega, kar ste prinesli, seveda je to čisto en majčken košček te vaše zbirke, ki jo imate doma. Vi hranite tudi osebni dnevnik Arnolda Riklija, original. Poleg tega še kup drugih predmetov, tudi prek 1000 pisem, ki si jih je pisal s svojimi domačimi. Še živi vaša ideja o Riklijevem muzeju na Bledu? Zagotovo. Poglejte, Riklijev doktrino je potrebno predstaviti svetu, ampak zopet jaz tako mislim, ne, on si ne zasluži, da bi ga postavili nekod skupaj z nekim domoznanskim muzejem, ampak si zasluži dejansko zbirko, ki bo pokazala vso njegovo pomembnost. Ne. Bled je le rojstno mesto naravnega zdravljenja v globalnem pomenu in mogoče se ga tujci vse bolj tega zavedajo in tudi pri nas se to zdaj oživlja, ampak pravim, on si zasluži posebno mesto. No, pri tem raziskovanju Arnolda Riklija in njegovega življenja ste se srečali tudi z njegovimi potomci. Kakšen odnos pa imajo oni do dediščine svojega prednika? Vidite, največ potomcev dejansko je v Ameriki, ne, tam je bilo več kot 700 po drugem sinu Arturju. Tu je ta veriga veja najbolj razširjena. V Avstriji smo izgubili zdaj prav vnukinjo dobro leto nazaj. Ostali sorodniki po sestrah in Riklijevih bratih pa se vse bolj tudi zavedajo v Švici Riklijevega poslanstva, njegovega pomena, tako da je posebno po bratu Gottlibu je bratranec v bistvu gospod Peter Rikli. On tudi zdaj pripravlja ob 200-letnici skupaj z nami, imamo tako povezano praznovanje in želijo Riklija dejansko postaviti zopet na pedestal. Želijo postaviti ute, parne kopeli, obnovili so njegovo hišo. Gospod iz turizma se je celo oglasil pri meni, ker želijo tudi preimenovati gorje na pot Duftweg kot dišeča pot, da bi bila to Riklijeva pot, ampak občutek imam, da želijo zdaj vse, kar imamo, nam pobrati pa predstaviti gor, tako da se bomo mogli kar boriti, ker Riklij je bil le blejski sončni dohtar in tukaj je vse pomen tega, da se to ohrani in nekje prikaže tudi pri nas. Ne. No, tukaj bomo potrebovali še kar nekaj moči. Eden od teh potomcev, mislim, da je ravno gospod Peter, ja. Je bil pripravljen pred leti kupiti tudi to našo Riklijevo vilo in jo celo avtentično prenoviti, da bi bila taka, kot je bila v njegovem času, s to vsebino. Žal potem do nakupa ni prišlo. Vi kaj spremljate, kaj se dogaja s to stavbo? Da, jaz že 30 let spremljam, kaj se s to stavbo dogaja, ampak to je dejansko je bila možnost, ker morate vedeti, ne, da je družina, ne, ona je tista edina, ki si želi, da bi Riklijevo življenje in tudi njegov sloves prišel do izraza v najlepšem pomenu. Oni so pripeljali takrat celo investitorje, tudi gospod Peter Riklij, on je bil znani svetovni dirkač Honde,
tako da je imel tudi kar nekaj pod palcem, je kupil kar nekaj nepremičnin v Švici, Rikljevih, in tukaj je bil res koncept postavljen, ne, in tukaj je bilo ta želja, da bi to obnovili, ne, samo na žalost zaradi vseh teh hotenj je cena nepremičnine takrat še zrasla za 1 milijon, ne, kar pa ni preneslo investicije. Jaz si želim, da tukaj nekoč ne bi stala ena posebna vila, narejena na način, ki ne bi spominjala na Riklija, ampak nikoli se ne smemo dati. Saj veste, upanje umre zadnje, ampak jaz vedno pravim, upanje ni strategija, ne, moramo se boriti in nekoga najdeti, ne. Gospod Arnold Rikli je bil s svojimi metodami naravnega zdravljenja veliko pred svojim časom. Njegovi postulati pa, kot ste že vi med pogovorom omenil, še danes veljajo, držijo več kot 150 let kasneje. Kakšen je po vašem mnenju pa pravi pristop do varovanja dediščine njegove ob hkratnem vključevanju njegovih metod v današnji turizem? Glejte, vedno navedem eno misel najstarejše Slovenke, ki je nekoč dejala kot recept za dolgo življenje, je rekla, celo življenje morate trdo delati, malo jesti pa dobro v srcu misliti, ne. In v bistvu je to cilj, ki si ga želimo vsi doseči tudi danes, ne, z dietno prehrano, se pravi izbrano hrano, s trimčkanjem, z utežmi, držati telo v dobri kondiciji in problem imamo pa s tem tretjim delom, ne, ta stres nas vedno bolj uničuje in Rikli je želel takrat narediti prav to, ne, on je te, rečemo, uboge Dunajče, ne, utrujene, ki so prišli iz teh zatohlih pisarn, jih je zaprl v te kolibe, jih izstradal in potem gnal po teh hribih do neznemoglosti več kot mesec dni in tam so še tisti največji namišljeni bolniki, a ne, so ozdraveli. Kot veste, ni bilo primera, da kdo ne bi, vsaj zato, ker si je želel, da bi ozdravil, ne. In jaz trdim, da je to sigurno tudi sistem, ki ga danes lahko apliciramo v teh pogojih, zagotovo so razmere drugačne, ne, narava je veliko bolj uničena, onesnažena, če Rikli govori o strupih in v oblačilih in v hrani, že takrat si lahko predstavljate, kaj je zdaj s to umetno prehrano, ki se jo lotevamo. Studenčnica, ki so se natočili pri Finžgarjevem vodnjaku, danes bi po moje umrli od diareje takoj, ne. Tako je veliko sprememb, ampak v konceptu jaz se trudim, da bi nekoč to Riklijevo atmosfersko zdravljenje lahko prikazali kot del slovenske nesnovne kulturne dediščine, zato pa potrebujemo ta prave nosilce, ne. Saj veste, recimo zdajle je bilo opisano čebelarstvo pa vzreja lipicancev, ampak to je zelo preprosto, kljub temu, da imamo kranjsko čebelo, pa da imamo janšo in tako naprej. Imamo 10 tisoč čebelarjev, ki se aktivno uporabljajo točno z metodami, ki so predpisane in to tukaj rabimo, ne. Mi pa danes, kljub temu, da vztrajamo na teh primarnih virih, ne, nimamo še nekoga, ki bi to sistematsko, tako kot je, vodil od začetka do konca. Sava Grupa je edini, ki ima zdajle predstavljen koncept, vsi ostali pa nekako poskušajo samo delno to graditi. Poudaril bi, da tudi zadnje tožbe, ki so bile na sodiščih, točno kažejo, da se ime Riklija ne sme monopolizirati, da je pomembno, da se vse, kar se dela, da je skladno originalnim zapisom in primarnim virom in kot tretje, da se ne sme blatiti imena družine ali pa da tudi nekje ne uničuje imidža in pa pomena in spoštovanja do njegovega imena, no. Tako da to so ti temeljni, ampak vi jih zopet ne morete prepovedati, ne. Ljudje se sami usmešijo, ko nekaj naredijo, ko se vidi, da ni skladno s primarnimi viri. Tako da jaz računam, tu je še dolga pot, ampak Rikli bo stopil na pravo pozicijo. No, vi se držite tudi, ste rekli, teh njegovih navodil. Jutri se že odpravljate na eno tako potovanje, če rečemo, da delate proti stresu, v naravi boste, na soncu malo manj, ker boste se sprehajali skozi džunglo, ste povedali. Kaj vas pa na ta potovanja vleče? Veste, vedno je bilo to neodkrito, a ne, še tisto, tudi povezavi z Riklijem, narava, ne, amazonski gozdovi propadajo, ne, tu v središču
tega malezijskega polotoka naj bi bil ta najstarejši pragozd na svetu. Mogoče je šansa, da ga še vidimo, čeprav se kar malo bojim, ker sem vam omenil, letos sem imel malo smole z tem klopnim meningitisom. To se morate zavedati, jaz sem prepričan, da bi rekli, kljub temu, da je bil proti cepljenju, da bi za zaščito svojih pacientov bi dovolil cepljenje, ker proti boreliozi se vi lahko borite. Klopni meningitis pa, ko se vas klop prime, je vaša usoda zapečatena in dejansko nimate rešitve. Jaz sem imel srečo, da nisem pristal na vozičku ali pa še kaj hujšega, je ogromno primerov, ampak to se bo vleklo še leta. V Avstriji so cepljeni skoraj vsi po odloku, pri nas je cepljenih 7% ljudi, tako da tukaj tudi pozivam, klop je najbolj krvoločnejših živali naše dežele in cepte se, to je pomembno. In to bi podprl tudi gospod Rikli. Zdaj ste me mečkam speljal, sem hotela več slišati o tej džungli in o potovanju. Kaj vam to pomeni? To je mogoče en izziv, samo to, pač dotakniti se tega primarnega sveta, ki ga je vedno manj okoli nas. In se ne veste, na koncu boste videli, da so tam že antene montirane, tako če greste po Avstraliji, sredi cele divjine vidite stolpe, kjer v bistvu z preprosto besedo ima vsak dostop do interneta in to je v bistvu nekaj, kar je zlomilo tudi avstralsko kulturo Aboridžinov, oni vsi hodijo zdaj okoli s telefoni okoli vratu in to, kar jih prej niso mogli spreobrniti, jih za internet bo. In to je tudi ta odklop, recimo, to je veliki izziv pri Riklevem atmosferskem zdravljenju, ker ta stres prodira v naše možgane tudi po noči skozi na različne načine, ki si jih sploh še ne zavedamo, ampak sigurno to ne gre v eno pravo smer, tako da bomo videli, kaj še bo. Gospod Vojko Zavodnik, najlepša hvala za ta pogovor, pa srečno pot. Ja, hvala vam za vse.